Zdravo, danes bi vam rada povedala o močni molitvi, ki sem jo izkusila in ki vsebuje tudi več vidikov. Med njimi je seveda osebna molitev in nato občestvena, kar pomeni tudi veliko pogovarjanja. Ker sem Jezusa spoznala kot odrasla punca, se je temu tudi primerno oblikovala moja molitev. Nisem sledila toliko obrazcem, ker nisem znala, sem pa sledila temu, kar sem čutila in nosila. In tako sem začela z zahvaljevanjem, nato slavljenjem, s svetim pismom in z rožnim vencem, kar me je pa vedno pustil v odprtem razmišljanju. Najbolj se je ta molitev izkazala v trenutkih, ki so se zgodile pred kakšnim letom, ko je mož doživel nesrečo s ponesrečenim skokom na smučišču in to ga je pripeljalo do umetne kome in možganskih poškodb. Ker na začetku še nismo vedeli, ali bo preživel, in nato nismo vedeli, kakšne bodo posledice možganskih poškodb, se je v tej zgodbi molitev še bolj poglobila. Ljudje so sprožili molitev po samostanih, po občestvenih molitvenih skupinah, darovanje maš in veliko je bilo osebne molitve. Ko sem izvedela za nesrečo, je bil najprej samo notranji vzklik Jezusu. Nato sem se zatekla k zahvaljevanju za to, kar je Bog že storil za nas, zame, za naju, za najino skupno prehojeno pot, za otroke, za življenje, za nesrečo, za vero, da je on gospodar te situacije. Slavljenje mi je pomagalo, da sem mu lahko to konkretno predajala. Pomembno pa se mi je tudi zdelo, da sem vključevala svoja čustva, svoja čutenja, torej da sem bila v stiku s tem, kar sem doživljala. Tako me ni bilo niti strah karkoli mu povedati, ker sem vedela, da enostavno bo on to zmogel nositi, ker je že vzel to na križ. Tako sem tudi otroke vodila čez to molitev, da so bili v stiku z vsem tem, kar so čutili. In pomembno pa je tudi bilo to, da sem ostajala veliko v pogovoru z ljudmi. Čez to preizkušnjo smo prišli z zmagoslavje. Mož je dobro okreval, otroci so dobili očeta nazaj in zahvaljevanje, slavljenje in rožni venec, pogovor, stik s telesom, s čustvi, s sabo, so mi dali moč in izkustvo molitve. Zato tudi tebe vabim, da preizkusiš, katera molitev lahko najbolj izzoveš Boga, Jezusa, in da s tem poglobita še bolj odnos.